Odbita, dobita. Dva človeka za lažjo navigacijo med novimi tehnologijami. Dober dan želim, tudi tebi, Anže. Živjo. Nekaj mesecev nazaj smo se v redakciji pogovarjali o poletju, pa o dopustih, pa tudi o navigacijah, brez katerih skoraj ne gremo več v tujino. No in kot bi mignil, je minilo teh nekaj mesecev, ne? Zato danes tudi odbita dobita sanja o poletju in dopustih in se pelje na dopust z navigacijo. Padal na glas, bom skenslo. Pusti še objavljeno. Starting route. Head north on Kalatvorska Ulika, then turn right onto Slamskava Ulika. O navigaciji danes, za nazaj ti povej. Jaz bom samo rekel, da odbita najdete na val202.si poševnica odbita. Imamo tudi Twitter račun, @odbita. Predvsem, če greste ta zadnjo epizodo, mislim, da nekaj vas je že videlo, video, kjer mi trije z Gašperjem uporabljamo HoloLens. Res se splača pogledati, če hočete pač 3 ljudi videti, ki izgledajo res bizarno. To ne bo tak dražilnik za ogled podstrani na valu 202, še enkrat val202.si poševnica odbita, ampak ja, danes pa navigacija. Sem že izpostavila na Twitterju, da sem slabo z orientacijo. Ne znajdem se, na primer, tako hitro v nekem novem, neznanem kraju. Pozabim, kje sem prišla v določeno ulico in tako naprej. Ne vem, kako je pri tebi? Jaz si upam reči, da orientacijo še nekako imam, sem pa neizmerno slab z imeni ulic. Pač jaz, kdorkoli, reči mi eno ulico v Ljubljani ali pa kjerkoli drugje, jaz ne bom vedel nič. Je pa res, da je zdaj vse lažje, ne? To mislim, da bo ta tema tokratnih odbita. Ne? Ja, ker rada izhajava iz osebnih izkušenj, #zelenkivi, sva po tem ključu izbrala tudi tokratno temo odbite. Najprej navigacija v avtomobilih. V avtomobilih je zdaj že kar nekaj časa prisotna, to se pravi, da je del opreme, imajo pa, ne bom rekel vse, ampak večina teh navigacij ima en ključen problem in to je posodobitev zemljevidov, ki so noter. Ne? Zdaj, načeloma se to da doplačati večino časa, v tem, kako se to naredi. Od začetku je bilo celo tako, da si nove zemljevide dobil na CD-ju in si na CD-ju not in se je potem to vse skupaj posodobilo. Zdaj so večinoma to SD kartice, tako da je za vsakega sistem nekako drugačen, ampak glede na to, da smo se na računalniku, na telefonu nekako navadili, da se pač zemljevidi samodejno posodabljajo, ne, dejansko spade kar malo barbarsko, če ne že arhaično, da moramo dejansko na 2 leti še enkrat plačati za nove zemljevide, za posodobljene zemljevide. Zemljevidi v mojem avtu, mislim, da so zdaj stari že 6 let, kar pomeni, da recimo prehoda pod Markovec ni več. Tako da, ko se vozim na Primorsko, se nekaj časa na tistem zemljevidu vozim po polju, ne, ker pač sistemu ni jasno, kje sem. Prihajata počasi neki sistemi od Apple in od Google, seveda zdaj največjih proizvajalcev mobilnih operacijskih sistemov, ki bojo nekako lažje integrirali to, kar imamo na telefonu, tudi v avto. Zdaj, koliko bo pa tukaj trmasta avtomobilska industrija in kdaj bojo popustili, da bo to dejansko grejeno avtomobile, je pa že spet lahko traja leta. To je tako pri avtomobilih, ne. Ko smo se vsi že nekako navadili glasbo poslušati preko MP3-ov, ne, so nam dali sicer CD predvajalnike za MP3, ampak takrat so je bil že CD pase, ne. Tako da še zdaj prihajajo v bistvu USB ključi, počas kot redno oprema, ne. Ok, kaj pa tile Garmini pa TomTomi, a to še kdo kupuje, se to splača? Če se splača, je tako. Jaz bi skoraj da rekel, da ne. Jaz se res spomnim enega, v bistvu malo tako navihanega, bom temu rekel, navihane objave na eni spletni strani, bova dala tudi med zapiske povezavo, ne, da ko je Google, to je bilo leta 2009, zdaj že se pravi dobrih 8 let nazaj, ko je Google vklopil v svoji aplikaciji mobilni, ne, se pravi v Google zemljevidih, navigacijo, ne, so delnice Garminu in TomTomu v istem dnevu padle za znaten procent, ne, oziroma odstotek. Tako da ja, se to še splača kupovati, tako po pravici povem, dokler imaš telefon, ne.
Preden greva z navigacijo v prihodnost, ko že govoriva o navigaciji v avtomobilih, v arhivu Vala 202 sem izbrskala en zanimiv posnetek. Matej Praprotnik je namreč pred leti v Ameriki pred mikrofon povabil Slovenca Zvonka Fazarinca, ki je zaslužen za eno prvih GPS naprav v avtomobilih. Mislim, da je razložil, da je bilo to tam leta 1968. Skratka, Zvonko Fazarinc je GPS tehnologije raziskoval še preden so postale komercialne in komercialno uporabne. Ja, eden mojih dobrih inženirjev mi je enkrat prinesel članek, v katerem je bilo razloženo, kaj vojska dela s tem GPS. Ko smo malo preštudirali, smo videli, da je vojska uporabila en stranski kanal. Tisti njihov glavni kanal, ki je bil namenjen za vojne namene, ni bil dosegljiv nobenem, je bil seveda šifriran za njih, ampak en stranski kanal, ki so ga oni uporabljali za to, da so prišli na onega glavnega, je zgledal nama precej uporaben za navigacijo, za manj točnostjo, kot jo rabi recimo raketa ali kaj takšnega, in smo naredili prototip. In smo tisti prototip dali v avto, pa smo se vozili po Bay Area proti San Franciscu in smo imeli na enem platerju, na risalniku mapo gor in je risali noter v mapo in smo videli, da smo celo videli, na kateri strani ceste smo in seveda smo bili vsi navdušeni. Jaz sem enkrat na direktorskem odboru predstavil to odboru in David Packard je bil tako navdušen, je rekel, če bo kdo stal na poti temu projektu, gleda mi poveš. Potem je pa novo vodstvo, je pa odločil, da bo firmo popeljal v računalništvo in je rekel, da enostavno si ne more prvož, da bi dva takšna važna projekta furo in je rekel, GPS bomo opustili, računalniki pa grejo naprej. In tako je bilo, jaz sem potem pa prodal tisti prototip. Zaradi Slovenca Zvonka Fazarinca, ki ste ga slišali, se je pred več kot 40 leti razcvetela GPS tehnologija, kot jo poznamo danes, zdaj torej veste. Zdaj pa res k uporabniški izkušnji. Govorila bova o navigaciji na mobilnih telefonih, ker so poceni ali celo brezplačne aplikacije, ker so zanesljive, ker se posodabljajo, ker so pač sami plusi, sva ugotovila. Najne izkušnje takoj potem, ko jih povejo Twitteraši, vprašala sva na Twitterju, hvala res za številne odzive, še posebej tistim, ki so se posneli in odbiti poslali svoj odgovor. Odgovarjali so Žiga, Urška, Primož, Jure, Svit, Darja, Miha in Zlatko. Najbolj v bistvu se obnese ravno Google Maps. Predvsem zaradi najbolj tako intuitivnega uporabniškega mestnika, najbolj prijazen uporabniku. Je v slovenščini, je brezplačna aplikacija, pa tudi največjo bazo teh points of interest oziroma znamenitosti lokalov, podjetij ima v svoji bazi. Če ne poznaš točnega naslova, pač si boš z Google Mapsom res olajšal pot. Uporabljam Maps.me, ker navigacijo potrebujem ponavadi le takrat, ko nisem na Wi-Fi oziroma prenosu podatkov, tako da si tukaj vnaprej naložim tiste karte, ki jih rabim in v bistvu razen tega, da me enkrat želela nekam voditi po recimo kozji stezi, imam dobre izkušnje. V tujini uporabljam predvsem Sajgic, ker ne kuri podatkov, v Sloveniji pa večinoma kar Google Maps. Google Maps, vedno. Če iščem kam na pivo v Ljubljani ali pa če z motorjem raziskujem Bali. Samo uporabljam Google Maps. Za navigacijo v avtu in na sprehodu uporabljam Google Maps, ker je za moje potrebe čisto zadovoljiva. Ja, seveda uporabljam navigacijo. Med vožnjo največ Navigon, ker ima offline podatke, se pravi ne rab interneta, ne glede na to, v katero državo grem. Za po mestu pa CityMapper, če je mesto podprto, kot recimo London, če pa ni, pa Google Maps. Tako je pa nas v avtu nimamo grajene navigacije, zato ko gremo na kakšno daljšo pot, na armaturo namestim TomToma. Za take kratke poti, ki spotoma rabiš kaj najdeti, je v žepu Google Maps. Ko pa gremo kam v hribe, pa v bistvu uporabljamo Runtastic, ki uporablja OpenStreetMap. To pa zato, ker ima OpenStreetMap polno nekih poti in stezic po gozdovih, po travnikih, ki jih Google Maps nima. Niti pomotoma se pa ne zgodi, da bi vklopil Apple Maps.
Zanimivi odgovori, še enkrat hvala vsem, ki so sodelovali. Anže, tudi enolični odgovori. Google Maps, očitno so Google zemljevidi in so cool. Kaj pa midva, ne vem, kaj ti uporabljaš, zakaj, kdaj? Jaz se bom kar strinjal z vsemi, ki so odgovorili, da Google zemljevidi skoraj da posod. Jaz jih več ali manj uporabljam zdaj cel čas. Ti si na Applovem iPhonu, jaz sem na Androidnem telefonu, kjer so pač Google zemljevidi dobesedno zapečeni v sistem. Tako peš kot z avtomobilom v tujini in doma. Za javne prevoze, celo za taksije, ki so potem tudi ugrajeni v Google zemljevide, tako da vse se da, skoraj vse se že da početi z Google zemljevidov. Jaz pa z avtom Apple Maps po Ljubljani, ker se ne znajdem, ker sem zelo malo v avtomobilu in ne poznam ulic in poti po Ljubljani z avtom, ampak ni najbolj natančen na svetu. No? Delno sem torej zadovoljna s temi Apple zemljevidi. Je pa res, da se nikoli nisem navadila na Google zemljevid, ker pač je Apple tam na prvi strani na telefonu, ga imam in je to. To, da je tam na prvi strani, ne, Apple Maps, včasih, ne, na začetku iPhona, ne, se pravi, mislim, da tako kar prve 3-4 leta iPhona so bili v bistvu Apple Maps pravzaprav Google zemljevidi spodaj. Ne. Potem se je pa zgodil nek sestanek oziroma nek kreg med Appleom in Googlom in je Apple začel razvijati svoje zemljevide. In tisti, ki imajo iPhone od začetka, vejo, da včasih, ko si gledal v Apple Maps zemljevide, je tam še vedno nekje pisalo Google na mehno. Zdaj pa tega ni več, ker je Apple razvil svojo bazo, seveda po celem svetu. In tudi jaz slišim, da saj tako od ljudi, ki jih uporabljajo, da načeloma sploh pri nas, da nekaj Google zemljevidi so malenkost bolj natančni kot Apple Maps. Ta Apple pač 3 do 4, ampak sicer sem pa pred leti, ne vem, mogoče pred 2 letoma, 3 ugotovila, da obstaja Here, aplikacija. Zdaj v tem trenutku res ne vem, čigava je. Začelo se je z Nokijinimi podatki. Tukaj je cela zmeda, ker pač dobiti vse te podatke, se pravi satelitske slike, ulice, vse to je v bistvu kar zamudno delo, tako da so se te baze nekako zmeraj konsolidirale. Tako kot sem jaz, kar sem uspel najti, je to, da začelo se je to z Nokijo, zelo pa že parkrat prodano, pa je Microsoft v bistvu zraven prišel, kaj je Nokijo imel pa že spet. Tako da ni, ampak ta blagovna znamka Here pa zdaj že kar nekaj časa obstaja, zato mislim, da je tudi ena bolj znanih. Ne. Predvsem je aplikacija čisto zastonj in deluje offline. Mislim, da se zdaj imenuje Here We Go. Here We Go, tako. Najbolj mi je priročna za tujino, no? Če grem peš z avtom, z avtobusom v nekem tujem mestu, v tuji državi. Sicer 15. junija Evropska unija ukinja mobilno gostovanje v tujini. To že veste, o tem smo tudi že govorili v oddaji Od bite do bite, ampak Kijev, na primer, ni Evropska unija. Bila sem v Ukrajini, v 5-milijonskem mestu, se seveda nisem znašla, če se na Goričkem včasih ne znajdem. In že to, da samo pomisliš, da bi vklopil tale roaming, prenos mobilnih podatkov, stane v Ukrajini in zato potem Here We Go. In nisem vedela, da tudi Google Maps dela offline. Ja, so pri Googlu dodali zdaj že kar nekaj časa nazaj, kjer si v bistvu efektivno ti lahko izbereš, seveda doma, ko si na domačem omrežju oziroma tudi domačem Wi-Fi-ju, zbereš, greva reči Kijev, greš na Kijev v aplikaciji in reče, jaz bi si pa zdaj tale kos Kijeva oziroma cel Kijev pač shranil na telefon, tako da ga bom lahko potem uporabljal ta zemljevid tudi, ko ne bom imel neposrednega dostopa do spleta, ko bom gostoval s telefonom v državi, kjer so res in te cene res niso nizke. Mi smo bili zdajle v Srbiji in dobiš SMS in je, mislim, da je 8 € na 100 kilobajtov. In iz tega vidika je pač Google Maps v bistvu zelo, zelo veliko prednost pred recimo Apple Mapsi na iPhonu, ki pa te funkcionalnosti še vedno nimajo, kar je po svoje že kar malo noro. No. Še nekatere so omenjali Twitteraši, lahko jih vse pripneva tudi v zapiske. Sicer pa tako, kot so hvalili že oni, tako na Google Mapsih kot na tej ni moja, ampak na tej, ki jo najraje uporabljam, Here We Go, so označene na zemljevidu metro postaje, avtobusne postaje, nekatere znamenitosti, naprimer, in predvsem je zelo pomembno, da je zemljevid, karta
zelo natančna. Pa ja, to je ena od tistih aplikacij, kjer res pametni telefon zasije v najboljši luči. Ne. Gre za napravo, kot sem ponavljam v tem podcastu že kar nekaj časa, gre res za računalnik, ki ima senzorje, se pravi, vidi GPS satelite, vidi Wi-Fi, ki mu potem pomagajo najti lokacijo, ne. In ima zaslon, noter ima še par senzorjev, da ve, kam si obrnen, kako si obrnen, kako hitro greš, vse to in se res to nekako združi v eni aplikaciji, zdaj katero koli uporabljaš, ne, tako kot si rekla, ljudje, ki so nam odgovorili, so jih par priporočili sploh za po mestu, ki si jih je mogoče vredno iti pogledat, ne, še enkrat zapis, ki bo vsi na val202.si pošiljnica odbita. Torej, ni te dileme, smo se pogovarjali v pisarni, Luka je omenjal, da imaš vedno tisti čuden občutek, predvsem izven držav Evropske unije. Kaj pa, če imam vseeno nekje vklopljene mobilne podatke, kaj pa, če to, da se jaz tukaj sprehajam, vseeno žre denar? Ja, malo, ne, ta občutek. Je, še zmeraj je. Ampak bi pa res mogoče to taka osnovna informacija, ampak nekaj, s čimer se jaz vedno srečujem, ko ljudem razlagam, kako naj uporabljajo v tujini. Ne. Ključni je samo prenos podatkov. Ne. Se pravi, če uporabljaš, kot je Maruša rekla, here we go now, in si potegneš dol prej mesto, v katerega bo šel, ali pa to narediš v Google zemljevidih, potem si rešen. Ne. GPS nič ne stane. Samo to mislim, da je kar pomembno reči, ker se mi zdi, da jaz sem doskrat naletel na ljudi, ki potem mislijo, da če bom pa lokacijo v telefonu vklopil, pa to tudi stane. To ni isto kot prenos podatkov, sta dve ločeni zadevi, to so čisto drugi sateliti, bom tako rekel. Ne. Tako da če si ti doma prenesel mesto, kamor greš na svoj telefon, v tujini lahko mirno uporabljaš lokacijo v tistem mestu. Ne. Gre samo prenos podatkov, tam so pasti za visoke račune, potem konec meseca. Ne. Če vam še karkoli ni jasno, seveda lahko vprašate. Številne stvari lepive v zapiske. Anže, kaj boš prilepil tokrat? Ja, vse aplikacije, tudi navodila, kako v Google zemljevidih shraniti zemljevid, so pri Google naredili lepe zajeme zaslona, tako da je res preprosto vse skupaj narediti. In pa seveda lahko poveva še, da je vse to še enkrat. Ne? Na val202.si pošiljnica odbita. In pa da imava Twitter račun, @odbita. Ja. Kjer nas lahko karkoli vprašate, ampak res karkoli. Pa lahko zdaj poveš najne Twitter račune. Ja, jaz sem @ Twitteruša Moruša. Jaz sem @ Anzeta. Smo pa tudi v iTunesih, tako da dajte nam tam kakšno ceno, res jih pridno dajete, pa dejansko se vidi, da vedno več ljudi tudi podcast poslušati, tako da to je super. No? Da... Lahko samo še tole namigneva, da tudi v podcastih in vseh možnih aplikacijah, preko katerih lahko poslušate podcaste, še v letošnji sezoni podcasta Odbita dobita. To je to za danes. Kako se bo pa danes poslovila? Tako kot vedno. Bom jaz prvi, da ti lahko zaključiš s tvojim zdaj že ponarodelim, bom jaz rekel stavkom. Ne? Tako da jaz bom rekel hvala, ker ste poslušali. Nadijo. Hvala za pozornost in se slišimo kmalu. Zdaj grem ven.